Živi nas i narodi, ki hrpeni dočakat dan, da kone sonce vodi, prepiri sveta bo pregnan. Daroja, prosbo sakne vrakle, sosed pomejak. Daroja, prosbo sakne vrakle, sosed pomejak. Lepo pozdravljeni na proslavi ob kulturnem prazniku v Sluševcih. Med nami še posebej lepo pozdravljamo predsednika krajevne skupnosti Martina Kukovca, gospoda župnika Jožeta Šipoša in župana občine Ormož, gospoda magistra Danijela Vrdnjaka. In seveda vse ljubitelje kulture. Gospod župan, zelo smo veseli, da ste se udeležili naše proslave in vas za začetek prosim, da se nam pridružite in nam uvodoma zaželite par besed. Hvala. Lepo pozdravljeni tudi v imenu občine Ormož. Moram reči, da sem prav vesel, da se takšne dogodke prav ob našem državnem kulturnem prazniku od Prešernovem dnevu dogajajo tudi po krajevnih skupnostih. To bom rekel, to je naša tradicija, to je naša pot kulture. Tudi konec koncev v Sluševcih imate zelo dolgo obdobje, leto 1909. To se pravi, to je že 110, že 111 let aktivnega delovanja na področju kulture in to so tisti rezultate, ki dajejo zgodbo tudi v tem kraju. Polna dvorana dokazuje dobro delo in prav je, da se tudi ukvarjamo z samo kulturo, prav je, da kulturi dajemo pomen na takšen način in prav je tudi to, da tudi, kar pa smo še posebej veseli in zadovoljni, pa ko vidimo mlade obraze, tako da se tradicija tudi na področju kulture mladih tudi nadaljuje. Jaz bi vam iskreno čestital v tem našem državnem prazniku. Kultura je konec koncev, ima bogato zgodovino, kar se tiče Slovenije. Kultura ima bogato zgodovino tudi v občini Ormož. Imamo bogato kulturno dediščino, imamo pa tudi bogate ljudi, ki to tradicijo tudi nadaljujejo. Iskrena hvala tudi vašemu kulturnemu društvu, da to zadevo tako spodbujate, da tradicijo naprej držite in verjamem, da še bomo skupaj dolgo časa uspešno sodelovali v vašem društvu in pa občino Ormož. Še enkrat čestitke ob kulturnem dnevu in polno uspeha na kulturnem področju naprej. Hvala. Danes bomo gostili pesnico, pesnika, slovničarja, komediografa in skladatelja. Vsi gostje imajo skupno lastnost, da letos obeležujejo okroglo obletnico rojstva, bodisi 70, 80, 90, 120, 250 in 500 let. Najprej na oder vabimo pesnico Anico Černejevo. Pozdravljeni, sem Anica Černejeva. Letos mineva 120 let od mojega rojstva. Moj oče je bil učitelj, pisatelj in pesnik. Pa saj verjetno poznate ponarodelo pesem, za katero je napisal besedilo. Vam jo hitro zaigram. Prepoznate? Ja, ob bistrem potočku je mlin. No, jaz pa sem pisateljica in tudi govornica. V šolo sem začela hoditi že s 5 leti. Verjetno vas zanima, zakaj tako hitro? Takrat je šolo začela obiskovati tudi moja starejša sestra. In ker se nisem imela s kom igrati, sem je pač sledila v šolo in jo tam čakala. Nekega dne sem med čakanjem na njo zaspala in se naenkrat zbudila v razredu. No, od tistega dneva naprej sem tudi jaz začela hoditi v šolo. Po končanem študiju v Zagrebu sem postala učiteljica. In poučevala sem tudi v vaših krajih.
Najprej na deški meščanski šoli v Ormožu, kasneje pa še na prvi dekliški šoli v Mariboru. Sedaj pa vas vabim, da prisluhnete moji poeziji. Bele snežinke, zvezdice bele, bele snežinke, padajo, padajo tiho z neba. Beli metuljčki, bele snežinke, iščejo, iščejo vodo sveta. Zvezdice bele čuvajo zemljo, čuvajo v zemlji skriti zaklad. Beli metuljčki ji nosijo sanje, sanje in misel na zlato pomlad. Orjemo, 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 polje široko. Režemo, režemo, brazde globoko. Sejemo, sejemo, zlato pšeničko. Žanjemo, žanjemo, jo za potičko. Dober večer. Sem Adam Bohorič. Rojen sem leta 1520. Letos obeležujete 500 let mojega rojstva. Bil sem prvi slovenski protestantski šolnik in slovničar. Nekaj časa sem učil na svoji šoli v Krškem. Učil sem tudi Jurija Dalmatina. On je prvi prevedel celotno sveto pismo v slovenščino. Tistega nekaj časa sta me potem povabila Primož Trubar in pa Sebastian Krelj k sebi v Ljubljano. Takrat sem bil ravnatelj stanovske šole v Ljubljani. V današnjem času se reče Klasična gimnazija v Ljubljani. Izdal sem prvo slovensko slovnico, Zimske urice proste. Napisal sem jo v latinščini. Na naslovno stran sem dal 3 grbe slovenskih dežel. In sicer Štajerske, Krajinske in Koroške. Kajti takrat so v tistem času živeli tam najboljši slovenski rojaki. Pripisujejo mi tudi velike zasluge v slovenskem šolstvu. Knjiga Zimske urice proste je tudi velika bibliofilska redkost, saj se je do danes ohranilo le 26 izvodov. Od tega 3 izvode hrani rokopisna zbirka Narodno in univerzitetne knjižnice Ljubljana. Slovenski pesnik, kritik in esejist Niko Grafenar bo letos 5. decembra dopolnil 80 let. Publicistka Manca Košir je o njem zapisala. O njem bodo pisali romane, študije o njegovi poeziji, zgodovinske knjige in tako naprej. Samo eden zna tako misliti poezijo, samo eden tako govoriti in pisati o njej. Niko Grafenauer. Edinstveni, karizmatičen, prepoznaven, človek s čustveno močjo, kakršno premorejo le največji. Peren pet, peren srajčka, peren hlače, peren čevlji na nogah,
gromozanski kos pogače, ne prenehoma v rokah. Vsi iz sebe so lasje, ne prenesejo glavnika in kazalec ne vede, venomer po nosu stika. Uhlja kot dva sprta strica, muha 104 lita v svet, peden jamica sredlica, to je mali peden pet. Sladko sned, v perem carstvo, umna vlada, visočanstvo, perem pet. Tam se toči limonada in ponuja sladoled. Torta, puding, čokolada, vse leti v prepad vrezna. V perem carstvu je navada, da se car ves dan sladka. Kakor boben se napoka, niti hipni praznih ust, potlej vse krivi in stoka, v posteljo gre na dopust. Moje ime je Ludwig van Beethoven. Rodil sem se leta 1770 v Nemčiji v glasbeno družino. Veste, le redko kdaj se igram z drugimi otroki na dvoru. Oče mi ne dovoli. Vedno moram vaditi klavir, violino in še orgle. Če na učnih urah zaigram kakšno napačno noto, ojoj, takoj dobim zaušnico od mojega strogega učitelja. Vedno mi ponavlja, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, gor in dol po klavirskih tipkah. Oče si je v glavo zapičil, da bom postal tako dober kot Mozart. In veste kaj, ko odrastem, to tudi bom. Že zdaj slišim vse pesmi, ki bom napisal. Ena izmed njih bo 5. simfonija. Deveta simfonija, katere del bo himna Evropske unije. In skladbo za Alizo, potem pa ji prisluhnimo.
Sem Neža Maurer. Rodila sem se 22. decembra. Letos bom dopolnila že 90 let. Sem slavistka, novinarka, pedagoginja, glavna pa pesnica in pisateljica. Pisanje me je vedno srečevalo in mi dajalo moč. Pesmi so me klicale predvsem po noči, zato mi ni preostalo drugega, kot da se naučim pisati v temi. Čez dan sem si preko oči zavezala ruto in vadila pisanje. Sprva sem imela težave, med besedami nisem delala presledkov, ampak časoma sem pisanje že obvladovala. Pogosto sem se zbujala po noči, saj me je pesem poklicala. Ko sem jo napisala, sem lahko zaspala. Naj vam preberem eno izmed mojih številnih pesmi. Izšla je iz pesniške zbirke Na tvojo kožo pišem svoje verze. Dragocene stvari imajo obliko srca, tako grozd ali hmeljev cvet. Rdeče srce z opojnim sokom v sebi, zeleno srce z zlatim prahom v sebi. Opojno, grenko, dišeče kot življenje. Moj kamenček. Živel nekoč je kamenček, pred 1000 leti se mi zdi. Živel je in pomislite, še zdaj živi. Na njivi mi je po pomoti prišel v dlan, pobirala sem nov krompir in dala ga na stran. Zdaj pri meni je v rdeči skledici, okrogel bil na dnu čemi in potlej mi razlaga, kako se 1000 let živi. Ni mogla kaj. 2 črvička in 2 ptička, 2 metuljčka, 2 čebulčka, 2 potočka, južna nočka so sklenili, da bi jutri privabili k nam pomlad. Sta črvička prst rahljala, ptička glasno sta čebljala. V zraku toplem sta metuljčka zaplesala, a čebulčka bele zvončke sta pognala. Potočka pa ves dan šumljala, žejne trudne okrepčala. A pomlad ni mogla kaj, jugu dala je roko in prišla v naš kraj. Dobro večer, sem Tone Partlič in 5. avgusta bom dopolnil 80 let. Da bom postal pisatelj, sem vedel že pri svojih 6 letih. Takrat se spomnim, da sem prebiral Jurčičevega Domna in v tej knjigi sem prebral en stavek, ki sem si ga zapomnil. Pisal je, ali veste, koga bomo danes zakopali, je rekel osorno. In takrat, ko sem si celi dan ponavljal ta stavek, mi je mama rekla, da sem nor. Drugi pa so ji rekli, boš videla, iz njega bo še enkrat pisatelj. Ona pa jim je nazaj dejala, ja, pisatelj, ali pa eno veliko tele. Jaz mislim, da sem ostal oboje. Za pisanje komedije sem včasih v šali seveda rekel, da sem najboljši komediograf v Sloveniji. Ko so me drugi gledali, češ, da sem malo nor, sem jim rekel, ja, saj pa sem edini v Sloveniji. V svoji karieri sem napisal 30 komedij, ampak ne bom mi zdaj vseh našteval. Ščuko morda poznate, ja, pa Kulaka seveda. Zdravo, tovariš Malek. O, smrt fašizmu! Dober dan, gospa Tršica. Kaj je, Tinček spet kaj špičil v šoli? Pogovoriti se morava. Ne da bi kaj špičil, ampak same norijemo gredo po glavi. Pogovoriti se morava. Globalno. Potem pa, če je globalno, te pa pridite noter, da ne bodo vsi sosedi čuli. Sedite dol, gospa Tršica. Kaj vam lahko ponudim? Sedite. Glejte, Tinček ni slab, saj se dobro uči, ampak vedno mu grejo neka norije po glavi. Danes sem prebrala domače naloge, obernem zvezek narobe in glejte, kaj sem našla. Kaj je to? SSSR. Stalin strelja sredi Rusije.
FLRJ, fini ljudje radi jedo. JDŽ, jedi druže žgance. Kaj te jaz vem, kaj je to? Doma tega ne čuje. Pa, saj to še bi bila šala, Malek, ampak to, KLO, komunisti ljubijo oblast. To, dragi Malek, to pa več niso šale. Če bi to prebral kdo drug, bi rekli, da ga vi to učite. Poglejte še to. Moj ata, Stalinov vojak, rdeči junak, agrarni kulak. Enkrat se je sredi pouka stal in rekel, da ste vi socialistični kulak. Najhujšega pa sploh zraven nisem prinesla. Prokleti šmrkavec. Pa kaj naj naredim z njim? Pa vedno mu gre neki hudič po glavi. Pa to Stalinom in bolševiki, to on vse meša. Glejte še to. Heroj Stalin ne bo nikdar hin. Mislim, saj to prijateljstvo v Sovjetsko zvezo je prav, ampak ni vse Stalin. Mi imamo svojega predsednika. Veste, Tinček gre že vsem na živce. Norca se delajo iz njega. Evo, gospa Tršica. Tu pa sem mogoče jaz tudi malo kriv. Veste kaj, moj bratranec Vanč, saj veste, oni krumplasti, ne? Ja, on pride vsašnji dan k nam in nam začne razlagati, da moramo vsašnji dan si ponavljati Stalin, Stalin, pa SSSR, pa še enkrat Stalin. Tu mislite Jarca? Ja, onega krumplastega, ja. Ja, saj, on je priden aktivist, ampak malo pretirava, skratka, nima mere. Vi lepo Tinčeku rečete, naj ne piše več takih pesmi, naj se izogiba teh političnih tem. Veste, zdaj moramo biti previdni, zdaj, kaj kdo reče. Pa veste, jaz bi morala to prijaviti. Dobro, ima že uredil s Tinčekom. Kaj vam lahko, gospod Tršica, še ponudim? Veste, kaj je, žene ni doma, potem ščerka je tudi na neki delovni akciji. Kaj vam lahko ponudim? Pa, saj vam pravim, nisem zato prišla, da bi kaj ponujali. Pa saj zdaj imamo agrarno, že vem, kaj vam bom dal. Evo, tak. Pa, pravim, da ničesar ne smem vzeti. Pa nikomu ne pravite, kje ste ga dobili. Za meso mislim, ne? Pa vam pravim, da ne smem ničesar vzeti. Zdaj smo v socializmu. Nisem dobil zastojn agrarnega. Je tak ali ni tak? Zdaj si moramo pomagati. Sicer pa, če vas ne bi bilo v komisiji, bi dosta manj dobo. Zdravo, gospod Malek. Pridni bodite, previdni bodite, Tinček pa tudi. Zdravo. Smrt fašizmu. Sonce šita gori doli, gori doli k Dunaju, gori doli k Dunaju.
Čuj so tiste stezice, so časem mile, zdaj pa raste vrmovje, noj zelene travi. Zdaj pa raste vrmovje, noj zelene travi. Bom grmovje posikal, travice požil. Bom naredil stezice, čim so časem mile. Bom naredil stezice, čim so časem mile. So stezice narejene, najlepša je ta, ki me vodi do vice, kjer je mamca doma. Ki me vodi do vice, kjer je mamca doma. Sedaj že mrači mojega fanta šerni, šerni. Kaj dela, da toliko mudi. Snoć je bil, dal je šel, del bo pa svet prišel. Čega padril nebo, zvil je slovo. Že lunca sveti mojega fanta šerni, šerni. Zna biti nezvest je za drugo gori. Snoć je bil, dal je šel, drev bo pa spet prišel. Čega padril nebo, zvil je slovo. Danica vlešči vaga, vrna šerni, šerni. Ne bodo ga vidle več moje oči. Snoć je bil, dal je šel, drev bo pa spet prišel. Čega padril nebo, zvil je slovo. Čas je naša najbolj dragocena sestavina, naše največje bogastvo.
ker se v njem nahajajo naš uspeh, naša sreča, naša usoda. Dragi gostje, hvala, da ste si danes vzeli čas in prišli na proslavo. Naj se vam ob koncu nikar ne mudi domov, kot je pri nas v navadi, vas vse vabimo, da se še malo družimo ob kapljici vina in dobrota, ki so izpekle naše gospodinje.